Vidve ste prišli kar oddaleč, iz kje ste prišli? Prihajava z Koroške, jaz stanujem na Prevaljah, vnukinja stanuje na Ravnah. Ker je študentka, ji s tem na nek način omogočim, da lahko pride kdaj domov, pa mene tudi obišče. In prišli sta v Ljubljano. V Ljubljano so prišli z namenom, da ugotavljava možnosti, kako je za bivanje starejših ugotoviti in izboljšati situacijo. Torej ste se obrnili na svetovalnico za izboljšanje bivanja starejših. Na svetovalnico sva prišli zdaj že drugič, ker je bilo to srečanje omogočeno, da spoznamo tudi druge kandidate, ki se v tej svetovalnici želijo informirati o vseh možnostih. In kaj bi vi želela razrešiti? Kater problem ste izpostavila? Izpostavila sem problem nakupa stanovanj za sobivanje starejših, da bi bila ta stanovanja na nek način cenejša od dosedanjih možnosti in da bi starejši v skupinah lažje plačevali vse stroške, ki jih imajo, z bivanjem in s prehrano. In bi si medsebojno tudi lahko pomagali, ker niso vsi še onemogli, bi tisti, ki so bolj zdravi, pomagali starejšim, da bi lažje preživeli. In kje sedaj živite? Živim v lastni hiši. A je prevelika za vzdrževanje? Absolutno prevelika za vzdrževanje in bi bilo dobro, da se omogoči sobivanje na kakršenkoli način. Zato se zanimam. In kako se predstavljate to sobivanje? Kakšno sobivanje bi se vi želela? Takšno sobivanje, da bi nekatere sobe zasedli drugi starejši in bi lažje potem oni živeli, ker bi bila najemnina nižja in bi nekaj stroškov za vzdrževanje hiše s to najemnino pokrivali. Je kaj interesa za tako obliko sobivanja? Do sedaj še nobenega. Tako da je treba to ugotavljati na ravni celotne države. Ker nepremičninski sklad bi imel pri tem možnost tudi v oddaljenih krajih financirati take oblike. Imate v mislih morda še kakšno drugo obliko sobivanja? Ste še kakšni drugi obliki razmišljala? O drugi obliki osebno nisem razmišljala, tiste pa ugotavljam, da jih drugi poznajo, takih oblik več. To pomeni, bilo to srečanje danes tukaj v Ljubljani koristno? Za mene osebno koristno. Če bo kaj iz tega nastalo, je pa veliko vprašanje, kako bodo finančne možnosti, o katerih jaz govorim. To je predvsem tisti nepremičninski sklad. Ker privatniki težko, da bi šli v tako obliko sofinanciranja. Kako se vi počutite kot vnukinja na takem srečanju? Odlično. In zakaj je za vas to odlično? Da vidim, da se tudi starejši zbirajo in v bistvu je zelo podobno, kot ko študenti delimo stroške. Jaz tudi živim z dvema prijateljicama in zato, ker si glih delimo stroške, ker si ne morem zaenkrat privoščiti, da sama plačujem najemnino, tako da si tudi tako pomagamo. Tako bi si pa v bistvu se mi je zdelo zanimivo prvič, ko smo šli z Bico tja na Zuc. V bistvu sploh nisem vedela, kaj me čaka, Bica me je zraven pripeljala in smo se začeli o tem pogovarjati in je bilo res, ja. Je taka oblika pomoči starejšim prijetna? Ja, v bistvu je, ja. Tudi za vas verjetno? Vsekakor bi bilo prijetno, če bi dobili na sobivanje kakšne mlajše, da potem v času onemoglosti lahko nudijo pomoč.